Jaz pa, ker se hudo umiri, vas valim, pripravite telefone, lepo prosim. Medtem bom pa poudarila pravzaprav, da mi z dogodki TV-ja po eni strani odražamo to, kar se v izobraževanju odraslih dogaja in rezultate, ki jih pri tem dosegamo. Po drugi strani pa s TV-jem, med drugim, vplivamo na to, kar se v izobraževanju odraslih dogaja in današnji dogodek je ena taka priložnost za vplivati na to, da se začne proces prenove nacionalnega programa v še večji meri, še bolj intenzivno. Moja naloga pa je danes, da na vas vplivam, da se začnete mogoče malo bolj zanimati za evropske procese, če se že ne. In zdaj bomo videli iz tega boxvota, ki je pred nami, vprašanje že imate na telefonu, kakšno je vaše zanimanje za te zadeve. Ali vas to sploh ne zanima, ali vas zanima, pa niste seznanjeni, ali pa poznate in uporabljate pri različne namene, oblikovanje politike, zagovorništvo in podobno. Dobro, kajti EU, mislim, da so to zelo dobri rezultati, še vedno imam nekaj izziva, teh 37%. Treba je namreč vedeti, Evropska komisija, Evropska unija ne vpliva samo na nas, čeprav se dela, kot da ne vpliva, kar velja načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da imamo pri izvajanju vseh njihovih naših priporočil evropskih svobodo. Ampak mi vplivamo tudi na nje. Tako da je treba vzeti to kot izziv, ne samo kot mogoče malce slabšalno, češ da postajamo preveč odvisni od evropskih sredstev. To so tudi naša sredstva. Tako, zdaj pa prehajam na svojo predstavitev in bom brzela, kar se le da. Od Francije, še malce spreminja tole. Hvala. Tako. Tudi evropske strategije so na prelomnici, se prenavljajo prav v tem trenutku, tako kot naš nacionalni program. Vemo, izhodišče je bilo Evropa 2020, program izobraževanja in usposabljanje za vse ravni izobraževanja. Potem leta 2016 se strani Junckerjeve vlade en močen push, nov program znanj in spretnosti za Evropo, ki je bil zelo ekonomistično naravnan. In ker so se pa kasneje zgodili teroristični napadi, migracije in podobno, Evropski steber socialnih pravic novembra 2017, seveda ne samo iz tega razloga, ampak to uravnovešanje ekonomskega in socialnega je pravzaprav nekaj naravnega in se je zgodilo. Zdaj pa izobraževanje odraslih. Tukaj vidite verigo in najšibkejši člen naj bi bilo prav izobraževanje odraslih. Ironija je, da je, tako kot je že bilo večkrat rečeno, izobraževanje odraslih predstavljeno tudi kot izhod v sili, oziroma vse življenjsko učenje, ampak to smo mi. In za to področje je bil kreiran Evropski program za učenje odraslih, ki ga poznamo. Vzpostavljene so bile nacionalne koordinacije v vseh državah članicah. Andragoški center je nacionalni koordinator tega procesa pri nas in poteka projekt EPO že od leta 2012, pa predvidoma do 2021 zagotovo, če bomo uspeli s to zadnjo prijavo. To pomeni, da z številnimi akcijami, med njimi tudi razvoj parade učenja, ki jo mnogi poznate, strokovnimi posvetovalnimi dogodki in podobno, vplivamo na področje izobraževanja odraslih s tem projektom. Kar je bilo ravno tako novega leta 2016, so poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle. Gre za en dokument, tako kot se romantično sliši, ni, ne vem kako zelo romantičen, bom predstavila v nadaljevanju, ampak poglejmo si še enkrat ta prioritetna področja, ki ste jih verjetno velikokrat videli, ne bom ponavljala, spet vseživljenjsko učenje ključno, ampak kakovostno, pravično, inovativno in podobno, s poudarkom na manj izobraženih oziroma usposobljenih in drugih ranljivih ciljnih skupinah. To so torej prioritetna področja, ki smo jih mi tudi nekako prevzeli v obstoječem nacionalnem programu. Izzivi, pravijo, na evropski ravni so ti, da je delež te ciljne skupine manj izobraženih zelo velik. Zadnji podatek je 61,3 milijona v Evropski uniji, da je izobraževalna ponudba, ki je zanje na voljo, neustrezna, znanja in spretnosti, vemo zaradi pijaka, neustrezna ravno tako, stopnja udeležbe pa tudi preniska, to je ta znani biblični Matejev učinek, tisti, ki že imajo, dobijo oziroma se potegujejo za še več.
Nekaj čisto nedavnega, kar mi je priletelo v elektronsko pošto te dni, je Junckerjeva odhajajoča vlada, kot veste, se ponaša s tem, kaj vse so naredili na socialnem in seveda zaposlovalskem področju, in tele poti izpopolnjevanja, upskilling pathways, to je nekaj, s čemer se ponašajo. A hudo šumi? Ja? Kaj so poti izpopolnjevanja? Opozarjajo na to, kar mi pravzaprav že ves čas počnemo. Da je treba vlagati napore, vire in podobno v 3 korake, kako so pač to strukturirali. Prvi korak je, če pogledamo posameznika, oceniti, kaj že zna, katere spretnosti ima. Tisto, kar mu manjka, mu je treba zagotoviti s njemu prilagojeno učno ponudbo. In tretji korak, to je treba potrditi, ovrednotiti, priznati. Poleg teh 3 korakov ta dokument zelo izpostavlja podporne dejavnosti, predvsem svetovalno dejavnost, outreach, to je terensko delo oziroma doseganje ranljivih ciljnih skupin, ozaveščanje in pa partnerstva, koordinacija, sodelovanje. Nič novega pravzaprav. Ampak ta dokument pomeni vpliv, pomeni denar, pomeni, da ko zaprošamo za projekte, ko se prijavljamo v naslednji fazi spet za ESS sredstva, je treba omeniti, da mi to počnemo. Do junija 2018 je bilo treba pripraviti poročilo, vsaka država je morala povedati, kaj počnemo v zvezi z uresničevanjem tega dokumenta. Slovenija se je tukaj bolj slabo odrezala, preprosto nismo sodelovali pri tem prav veliko. Kljub temu pa je celovito poročilo pokazalo, da potekajo v nekaterih državah zelo intenzivne akcije za uresničevanje tega priporočila. Ponekod že to delajo, pa še niso uspeli tega identificirati kot nekaj takega. In da se pri tem že zdaj, v prihodnje pa še bolj, uporabljajo podporni mehanizmi. Sredstva ESS, Erasmus Plus projekti, EASI so sredstva namenjena predvsem promociji tega dokumenta in njegovega uresničevanja, projekti EBO v vseh državah, EPALE kot večjezična platforma, vzajemno učenje in evropski semester. Ne vem, če veste, v dokumentu za 2019 je prav omenjeno, da mora Slovenija uresničevati ta dokument. Zdaj, v istih zaključkih je poziv k akciji in tukaj so našteti ti pozivi, ki jih je treba nekako uresničevati. Mislim, da že marsikaj od tega uresničujemo, ampak moj prvi apel, treba je nadaljevati in vključiti ta dokument in vse aktivnosti v zvezi s tem tudi v prenovo nacionalnega programa. Zdaj pa še ena druga novost, relativno, torej evropske strategije so v prenovi. Glede na to, da so volitve šele se izvedle, ni čisto jasno, kaj bo nova vlada želela, ampak ve pa se, da je Junckerjeva vlada oziroma predvsem njegovi strokovnjaki, da so vzpostavili 6 področij, ki se zdijo po vsebinski plati ključna. Tukaj so omenjena ta področja pri prenovi nacionalnega programa. Moj drugi apel je treba vsa ta področja upoštevati in to eksplicitno, ne samo v besedilu spremljajočem recimo. Rada bi še poudarila, da so ta izhodišča pripravili strokovnjaki. V 18-članski skupini je bila tudi predstavnica Slovenije, dr. Eva Klemenčič. O tem obstajajo dokumenti, če vas to zanima, vam lahko to posredujem. Ampak ponavadi gremo iz preteklosti v sedanjost ali prihodnost. V tem trenutku, ko zaključujem svoj prispevek, bi pa želela narediti obratno. Iti nazaj v preteklost, v letu 1996, Učenje skriti zaklad, znamenita knjiga, takrat so tudi začetki TVU-ja. In tam v tej knjigi so bili poudarjeni 4 stebri učenja. Poznate jih verjetno. Mi jih vedno znova uporabljamo za utemeljevanje pomena vseživljenjskosti učenja. In tukaj so pravzaprav argumenti, zakaj mi vse to počnemo. In tudi te argumente bi poudarila, da je pravilno upoštevati v nacionalnem programu, ki je pred nami. Torej, učiti se za biti, vedeti, znati delati in živeti v skupnosti. V komisiji, ki je pripravljala to knjigo, oziroma ta izhodišča, je bila dr. Aleksandra Kornhauser. Tudi fino, ne, Slovenci imamo pravzaprav pri vseh teh zelo pomembnih športnih,
in drugih znanstvenih zadevah vedno neke svoje predstavnike. Če pogledate v to knjigo, ona opozarja, da je treba vzpostaviti ponovno, leta 1996, dialog med znanostjo in kulturo. Zato, ker se je nekje izobraževanje izgubilo in ni upoštevalo celovitost in samobitnost človeka. Mogoče je to še vedno aktualno, pa bi dodala ne samo človeka, ampak tudi skupnosti. Hvala lepa.